Dziękuję bardzo pani komisarz i ostatnie 2 minuty dla pana posła sprawozdawcy Milana Zvera. Proszę. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod predsedujoči. Dragi kolegi, hvala za to razpravo, v kateri ste mnogi poudarjali, da Erasmus vendarle gradi evropsko identiteto. Nekateri so temu nasprotovali, ampak vendarle bi rad poudaril, da Erasmus podpira tudi izoblikovanje osebne identitete, regionalne, tudi nacionalne, in da se to z evropsko identiteto ne izključuje. V proračunu je Erasmus del poglavja z naslovom Vlaganje v ljudi. Verjamem, da je vlaganje v Erasmus vlaganje tudi v prihodnost Evrope, zato ob koncu ponovno pozivam Evropsko komisijo in države članice, da v trialogu podprejo 3-kratno povečanje proračuna. Države članice pogosto oklevajo, ko gre za višanje sredstev za evropske programe, še posebej, ko gre za tako imenovane mehke politike, kot so izobraževanje ali mladinske politike. A naj spomnim, da je Evropski svet lansko leto umestil program Erasmus med 4 glavne prioritete za obdobje po letu 2020, poleg varnosti, obrambe in migracij. Torej pozivam države članice, da ne pozabijo na to zavezo. Zavedam se, da pogajanja s komisijo in svetom ne bodo lahka, gre za daleč največje povečanje sredstev za katerikoli program. Hvaležen pa sem vsem političnim skupinam, ki so podprle to naše skupno prizadevanje, zato verjamem, da bo pogajalec Evropskega parlamenta imel močan mandat. Idealno bi bilo, če bi trialog zaključili do konca leta 2019 ali vsaj v prvi polovici 2020, s čimer bi omogočili nemoten prehod iz sedanjega na prihodnji dolgoročni proračun. Tako bi v letu 2021 omogočili odhod v tujino za skoraj 1 milijon ljudi in nemoteno izvajanje 100 tisoč projektov. Hvala lepa. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy. Zamykam debatę. Głosowanie odbędzie się dzisiaj. Kolejny punkt naszego dzisiejszego porządku to jest sprawozdanie pana Eickhout i pani Pietikäinen. Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.